Čau, dobrodošli v čisto prvi epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet užitka. Jaz sem Daša in jaz se vam že vnaprej opravičujem, ampak ful bo ta video verjetno porezan in če mi bo kaj zmanjkovalo glasa vmes. Sem bila ta vikend v Berlinu in sem mislila, da bojo posledice dejansko hujše kot samo to, da mi bo pač glasa zmanjkalo, ampak evo, če pa kdaj kaj zahripalo, je kriv Berlin. In v bistvu je ta trip v Berlin kar dober uvod v to, kar bomo danes govorili, ker če si po besedi Berlin mogoče, če pustimo vse drugo ob strani, če pa mislite na nek lateks, na neko usnje, na folk na verigah, točno to je danes naša epizoda, nekako, Govorili bomo o kinkih in fetiših. Zdaj, ta epizoda mogoče ne bo smešna in zabavna, ampak bo dejansko taka bolj resna epizoda, gre pa za teme, o katerih sem res hotela govoriti. In mogoče se sprašuješ, zakaj naj bi to poslušal, ker itak o tem nekako čujemo iz vse strani neki. Moj razlog je to zato, da se pač upam, da tekom te epizode rešimo teh napačnih predstav in mitov o tem, kaj so kinki in fetiši, kaj to pove o ljudeh, ki jih imajo in tako dalje. Pač nekako hočem s to epizodo doseči, da če smo na strani unih, ki mogoče malo obsojamo ljudi s kinki in fetiši in si mislimo, da so nenormalni, da pač to opustimo. Če smo pa na tisti strani, da imamo neke kinke in fetiše in se zaradi tega mogoče slabo počutimo, da pač s to epizodo ugotovimo, da s tem ni pač res čisto nič narobe in imaš mogoče samo malo bolj zabaven sex life kot vsi ostali. Tako da evo, zdaj najprej bom govorila o definiciji, kaj pač sploh kinki so in kaj so fetiši, zato ker mi je ful zanimivo, da že znanstveniki tega zares ne znajo definirati oziroma niso enotni pri tem, kaj je kaj. Za zabavo bom šla tudi jaz čez najbolj čudne oziroma nenavadne kinke in fetiše in med najpogostejše. Sicer to vidimo 1500 milijardov različnih lestvic, bilo kje pogledamo, ampak sem pa najdla en vprašalnik, ki je bil meni ful zanimiv in bi ga rada delila z vami. Potem pa bomo prišli na eno zabavno temo in sicer jaz vas bom napotila na en YouTube kanal, ki je pač moja sladka pregreha ali neki, pač moj edini hobi v lifeu to poslušati. In to so najbolj zanimivi intervjuji in so perfektni za ta naš podcast, ampak bomo nekako iz prve roke slišali, kaj si o kinkih in fetiših in o ljudeh, ki jih imajo, mislijo tisti, ki z njimi delajo ali pa so eni izmed teh. In na koncu bomo govorili o igračkah, ki jih najdeš v naši trgovini Svet užitka in mogoče res na tak začetniški način o njih, recimo že samo običi kakšnega zbrati, zakaj so različne velikosti in tako dalje oziroma dolžine. Tako, res iz tega beginner levela. Ok, zdaj na to temo je naša Lucija že posnela videe, ki jih najdete na našem YouTube kanalu. Zdaj, pejte si pogledati, ker naša Lucy je itak pro vsem in so pač tudi ful lepo posneti in zabavni, tako da tam najdete, oziroma pri nas na splošno tudi v našem blogu najdete več kontenta na to temo, če vas to zanima. Ok, pa začnimo z definiranjem kinkov in fetišev. Zdaj, šla bom čez dve definiciji, zato ker sem že povedala, da se tudi znanstveniki zares ne strinjajo s tem, kaj je eno in kaj je drugo in obstajajo različne definicije, ampak jaz se bom dotaknila dveh. Prvo od teh najdeš tudi v videu od Lucy, in sicer pravi, da je fetiš nekaj, kar rabiš obvezno za to, da se vzburiš. Torej, če to ni prisotno, v seksu enostavno ne uživaš. Kink pa ta definicija razlaga kot nekaj, kar te dodatno vzburi oziroma je kot neka češnjica na vrhu smetane in je potem s tem seks še toliko boljši. Če ga pa nimaš, je vse ok, seks bo isto dober. In to je nekako najbolj znana definicija, da je kink nekaj, kar ti da extra points, ni pa nujno fetiš pa nekaj, kar mora biti obvezno tam, da sploh pride do seksa. Ok, in gremo k drugi definiciji. In zdaj za to drugo definicijo sem jaz dejansko, ko sem pisala scenarij za to epizodo, sem ugotovila, da več znanstvenikov se zares poslužujete druge definicije, ki pa pravi, da je kink nek širši pojem, nek dežniček, pod katerega spravimo praktično vse oblike spolnega izražanja, ki so malo drugačni od navadnega, normalnega, od vanile, po domače rečeno. Torej, to so recimo sadomazo, pa igranje kakšnih vlog in tako dalje. Fetiš pa po tej definiciji fulkrat povezujemo z neživimi predmeti oziroma kosi oblačil. Torej, po tej definiciji bi bil fetiš na škornje ali pa fetiš na lingerie ali neki. Kink je pa samo en dežniček, kamor spravimo vse oblike seksa, ki ni vanila.
Zdaj, tle se lahko zatakne že pri temu, ko se vprašamo, kaj je normalno in kaj je nenormalno. Zakaj? Zato, ker pač valjda mi tukaj smo navajeni na eno kulturo, na ene norme, na ene vrednote, nekje na čisto drugi strani sveta pa je mogoče to nekaj čisto sprevrženega oziroma pač nenormalno, tako da že tle se da zatakniti, pač kaj je normalno in kaj ne, ker je to res ful odvisno od vsakega posameznika, ampak recimo, da ta definicija hoče povedati, da je pač odstopanje od vanile, normalnega ljubljenja, nežnega, torej basically odstopanje do vsega, kar danes jaz ne bom sploh omenila. Tako da to. Ok, in ker se mi zdi, da je to še vedno zares kompleksno in da sem še vedno pustila ful nekih odprtih vprašanj, bomo definirali tako kinke kot fetiše še malo bolj podrobno. Jaz bom prvo fetiše definirala, zato ker se mi zdi, da gre za ožji pojem in bo pač lažje razumeti, ker kot sem prej rekla, je kink tisti dežniček. Širši pojem, tako da gremo prvo na fetiše. Ne vem, zakaj se mi zdi, da ko slišimo fetiše, pomislimo takoj na nekaj ful grdega in umazanega in napačnega. In mogoče prvo bi prebrala najgršo stvar, oziroma definicijo, ki mogoče sploh ni slaba, ampak se mi zdi, da ima tako negativno konotacijo o fetiših. In sicer pisalo je, da, in citiram, da je fetiš posebna vrsta perverznosti in sprevrženosti, ker je to trajno navdušenje nad neživimi predmeti ali določenimi deli telesa ali pa čutnimi dražljaji. Torej, lahko so to čevlji, lahko so to pazduhe in tako dalje. Zdaj, ne vem, če je zares to mišljeno slabo, ampak jaz, če preberem, da je nekaj sprevrženo, se mi zdi, da je pač ful narobe. Tako da točno nekih takih definicij se hočemo tle otresti. Je res, da se povezuje z neživimi predmeti, deli telesa in dražljaji, to je vse kul, ampak ne vem, zakaj je bilo treba začeti na tak negativen način mogoče. Torej, dajmo mi tukaj danes reči, da je fetiš fascinacija nad neživim predmetom. Ok? Se lepše čuje. Ker je res, je fascinacija. Ja, in če hočemo še enkrat lepše povedati, je pač lahko rečemo to kot neka obsesija oziroma neka res nuja, neka močna vez do nečesa, da pride do spolnega vzburjenja. Ok, zdaj zanimivo na tej točki bi dodala še, da so tudi ljudje, ki imajo neke fetišistične interese, rekli, da uživajo v spolnosti tudi, če fetiša ni. Torej, s tem stavkom, njihovim, s to trditvijo bi lahko tisto prvo definicijo, ki omenja tudi Lucy, totalno zavrgli. Tako da nekateri pravijo, da ni zares zahteva za vzburjanje, ampak je samo nerealno ogromna fascinacija nad nekim predmetom. Kakorkoli že to vzamemo, se mi zdi, da smo zdaj dojeli bistvo, da je pač fetiš bolj intenziven od kinka in da mora biti skoraj nujno del seksa, ampak kot smo videli, obstajajo fetišisti, ki pravijo, da lahko v seksu uživajo tudi brez tega. Torej, kaj smo potegnili črto pod fetiši, je to, da je pač neživ predmet, dražljaj, del telesa in da je zelo, zelo intenzivna fascinacija nad tem. Če vržem not zdaj te pogoste fetiše, ki se mi zdi, da jih na internetu pač preplavlja teh objav, ampak mogoče tako čisto take, da gremo še čez par izrazov, so fetišna stopala, fetišna šeškanje, fetiš na skupinski seks je zanimiv. Torej recimo gangbang, ko je recimo ena ženska in več moških, ali pa obratno, en moški več žensk. Ko je recimo orgija, kjer vsak lahko seksa z vsakim in tako dalje. Torej, to so recimo najbolj pogosti fetiši, mogoče še igra vlog, se mi zdi taka logična. Zelo enostavna razlaga je, da se pač delaš, da si nekdo drug, narediš si scenarij in se ga potem držiš. Zdaj, nisem vedela, ali ta del samo pol omeniti, ali ga dati že zdaj not, ampak preden grem na kinke, mogoče bi res rada poudarila, da fetiš ni znak tega, da je človek, ki fetiš ima, nezdrav ali pa da ima psihološko motnjo. Pač vsi s fetiši, večina ljudi s fetiši, tako bom rekla, je v navaden svet, navaden life popolnoma normalno prilagojena. In kot bomo videli pol v drugem delu, tistih full fun intervjujih, ki sem jih prej omenjala, gre fulkrat za ljudi, ki so na visokih položajih, ki so uspešni v življenju in tako dalje. Tako da pač ljudi, ki nimajo sploh problemov v nobenih odnosih. Tako da ja, bomo pol šli na to, da jaz ne prehitevam, ampak pač že, če zaključujem s fetiši, pač hočem zaključiti s to mislijo. Da so pač fetiši lahko težavni samo takrat, ko nam pač zatira cel drugi life, ko ne moremo razmišljati o ničemer drugemu, ko to delamo z nekom, ki nam ni dal konsenza za to, ko to delamo, ko nimamo nekega sporazuma in ko mogoče ogrožamo sebe ali druge. Takrat je lahko to problem. Drugače fetiš ni problem. Ok, in še dodala bi, da nas je lahko velikokrat sram
če ugotovimo, da imamo nek fetiš. Torej, to je tisto, kar sem omenila čisto na začetku epizode. Namesto, da nas je sram, hočem, da dosežemo, sicer vem, da je to ful dela, ne bo zdaj svet premaknjen zaradi te epizode, ampak mogli bi samo ugotoviti, da je bolj pomembno iskati ljudi in kraje, kjer je to ok, ljudi, ki so nam podobni, ljudje, ki to razumejo in si želijo enakih stvari kot mi, kjer lahko to varno doživljamo in kjer lahko to embraceamo. In istočasno, kot sem ful za, da vsi živimo svoje kinke, sem ful za to, da se tudi spoštuje meje drugih. Ok, in če čisto na hitro vržem noč še take nenavadne fetiše, ki so bili mogoče meni zanimivi, to je čisto moj vidik, se mi zdi zanimiv fetiš na materino mleko, fetiš na ljudi nižje postave, obstaja pa tudi fetiš na zobe, nikoli slišala prej, in fetiš na vonj po umazanem perilu. Pa kot sem rekla, so fetiši pač neko navdušenje nad neživimi predmeti, ampak te predmeti so lahko tudi bolj taki nenavadni, kot je na primer plenica ali pa stetoskop. Ok, in prišli smo do prvega izraza v mojem besedišču, ki bi ga rada malo bolj podrobno razložila, zato ker se mi zdi, da je ful povezan s to epizodo. Ali ste kdaj slišali za izraz parafilija? Zdaj, parafilija je izraz, ki ga psihologi uporabljajo, da opišejo nek širok spekter nenavadnih spolnih interesov. Definirali so 8 posebnih parafilij in fetišizem je eden izmed njih. Če naštejem samo nekaj ostalih, zato ker sem prepričana, da vseh 8 ne poznamo, bom naštela tiste, ki vem, da smo že slišali za njih. Mazohizem, sadizem, celo pedofilija spada sem in ekshibicionizem. Ful ne znam reči te besede, ampak vsi vemo, kaj je to. Zdaj, kaj je tukaj meni ful zanimivo je to, kot sem že rekla, to mi definiramo kot neka nenavadna, neobičajna spolna vedenja, ampak če pogledamo statistiko, bomo ugotovili, da je vsa ta vedenja, vse te fantazije so med ljudmi zelo razširjeni. Zato pač smo spet pri tem vprašanju, kako to označiti za nenavadno, če v smislu statističnih podatkov je to zelo pogosto. Ok, in prišli smo do naših kinkov. Zdaj, spet več definicij obstaja, lahko je nekaj, kar nas vzburi, lahko je pa samo neka dodatna nagrada, lahko je nekaj, kar nam je ful seksi, ampak nam bo seks isto brutalen, če tega pač ne bo. Zdaj, tukaj je en zanimiv statistični fun fact, da ima skoraj vsak človek, ki so ga v eni raziskavi vprašali, kinki fantazijo. Razlika med kinkom in fantazijo je pa samo ta, kdo je pol dejansko uresničil. In vsak od vprašanih naj bi bil vsaj malo kinki in sicer 90% ljudi je fantaziralo o BDSM-u. Kot smo rekli, je kink največji dežniček, ki pokriva pač nenavadna spolna vedenja, med drugim tudi fetiše. Skratka, cel nek range seksualnosti, ki ne spada pod navadno. Omenila sem BDSM. Zdaj, jaz sem prepričana, da nekako že vsi vemo, kaj BDSM je, ampak če smo že pri temu, gremo še to vključiti v naš slovarček. Torej, BDSM nekako povezujemo s to izmenjavo nadzora in moči. In BDSM, bomo šli po črkah, kaj pomeni. B je bondage, torej vezanje, D je dominanca, S je sadizem in M je mazohizem. Če damo B in D skupaj, dobimo vezanje in disciplino, torej nekaj izmenjava moči in kontrole. Potem, če damo skupaj sadizem in mazohizem, torej gre za užitek, ko povzročaš ali prejemaš bolečino. Torej, če iz SM-a razložimo še 2 besedice, in sicer sadist in mazohist. Mazohist je tisti, ki zelo rad uživa, oziroma pač enostavno uživa v tem, da čuti bolečino. Torej, da mu poveš, kaj mora narediti. Sadist je pa na drugi strani tisti, ki rad povzroča bolečino. Neprijetne občutke oziroma intenzivne občutke. Zdaj, ta bolečina je lahko fizična ali psihična ali pa celo kombinacija obeh. Poznamo še izraz top, to je tisti, ki je in charge, torej tisti, ki veže drugega, na primer. Podrejen oziroma bottom je pa ta, ki je vezan. Torej ta, ki rad da svoj nadzor neki drugi osebi, nadzor nad sabo neki drugi osebi. Obstajajo pa tudi switchi, sem pripričana, da ste že slišali za ta izraz. To so pa tisti, ki radi menjajo vloge, torej so enkrat topi, enkrat bottomi. Ok, zdaj, zakaj to toliko razlagam? Kaj je dom, recimo, domina, avtoriteta, sub je tisti, ki pač da avtoriteto domini in mu je cool, da mu nekdo reče, kaj govori, kaj mora delati, bla, bla, bla. Zakaj to govorim? Ker bomo to znanje rabili za moje super pomembne intervjuje, ki komaj čakam,
da jih delim z vami. Ok, preden gremo na te intervjuje, zadnja stvar, ki bi jih rada povezala s temi definicijami, je definiranje vprašanja za €1.000.000 in sicer iz kje izhajajo te kinki in fetiši. Torej, zdaj, ko smo postavili to vprašanje, bi rada še poudarila, da veliko znanstvenikov pravi, in se strinjam s tem, da je narobe obsesirati z vprašanjem zakaj, ker itak ni enega enotnega odgovora, zakaj do njih pride. In dostikrat to povezujemo z nekim problemom in iščemo rešitev na ta problem. Ampak dejansko bolj kot to zakaj, je pomembno ugotoviti sam pri sebi, kako to vpliva na naše življenje. Kakšen užitek nam to prinaša, kaj mi pomaga, kaj mi da, ko to pač dejansko dosežem, kako to lahko pomaga moji zvezi, mojim razmerjem, mojim odnosom. Torej, to je dosti bolj pomembno ugotoviti, kot to, iz kje to izvira. Zato, ker enotnega odgovora itak pač ni. Ok, in ker ni enotnega odgovora na to vprašanje, vas moram na tej točki razočarati še enkrat, da sploh nikoli noben ni mogel potrditi, da to izvira iz težav in psiholoških težav in travm in lahko tudi, ampak to ne moremo definirati kot razlog. Torej, največkrat do tega pride s procesi pogojevanja. Kaj to pomeni? Sliši se zelo šolsko. Dajmo to razložiti z enim ful zabavnim poizkusom s podgancami. Zdaj, ta poskus s podganami je najbolj znan poskus, ki so ga potem ponovili tudi s samicami in podobne raziskave delajo tudi z ljudmi. Vse bomo na hitro šli skozi, ker nočem biti dolgočasna, ampak so mi te raziskave dejansko ful zanimive. Ok, podgance. Torej, kako so jih naučili pogojevanja? Imeli so 40 devičnih podganc, samčkov, in so jih dali na pol. Torej, nam ostane 20 podganc. V glavnem, ena skupina je prvih 9 spolnih odnosov svojega življenja nosila jopico, brez rokavnik, kakorkoli že temu pravimo. Druga skupina je pa prvič 9 spolnih odnosov imela totalno brez te jopice. Zdaj, pri 10. parjenju so pa te jopice naključno razporedili tem podganam. Torej, niso imeli iste tisti, ki so jo prenosili, lahko da je niso imeli in zdaj obratno. Ugotovili so, da vse podgane, ki prej niso imele jakne, so samicami seksali ne glede na to, ali so potem jakno dobili ali ne. Torej, to ali seksajo ni imelo veze z jakno ali ne, zato ker so bili tak že prvih 9 seksov navajenih, da je nimajo in jih pač te jaknice niso motile. Obratno pa vse podgane, ki so nosile jopič, so zelo uspešno seksale samo, če so tudi 10-tič nosile jopico. Torej, spolna uspešnost teh podgan, ki so prej nosile jopico, je bila nekako slabša potem, ko je kar naenkrat niso imele. Torej, nekako lahko rečemo, da so podgane naredile povezavo med tem, da nosijo jaknico in se uspešno parijo. Torej, razvili so jim nek fetiš na jakne, ker so povezovali vzburjenje z neživim predmetom. Ok, to študijo so torej ponovili kasneje s samičkami, samo da so se igrali z vonjavami in so dejansko ugotovili popolnoma enako stvar, da se je žival navadila na nek vonj in ga je potem povezovala z uspešnostjo parjenja. Torej, ko nas nekdo vpraša, ko se vprašamo, zakaj pride do fetišev in kinkov, je pač točno to, da jih pridobimo z izkušnjami in učenjem. Torej, če se nek predmet pojavlja pred spolnim vzburjenjem, ga nekako začnemo povezovati s tem. To se lahko zgodi v enem trenutku kot otrok, to se lahko dogaja čez najstništvo ali pa pač bilo kdaj. Tako da evo, ta naša teorija učenja, ne glede na to, koliko je fetiš nenavaden, jo podpirajo različne raziskave, definitivno to ni edina razlaga, je pa taka preprosta in intuitivna. In prišli smo na moje intervjuje. Dobrodošli v drugem delu epizode, ki bo meni zelo zabaven. Ok, zakaj sem prej razlagala 1001 besedo, kaj pomeni domina, kaj pomeni sub, kaj pomeni roleplay in tako dalje. Zato, ker bomo vso to znanje rabili tle. V glavnem, tukaj vas jaz najprej lepo z veseljem napotim na profil na YouTubu Soft White Underbelly. Zdaj, Soft White Underbelly je v bistvu kot nek videopodcast, to je Mark, ki dela intervjuje z ljudmi iz Skid Rowa. Skid Row, še dodatna razlaga, je pač neko naselje v Los Angelesu, ki je znano po tem, da tam živijo brezdomci, narkomani in tako dalje. Torej, Soft White Underbelly želi dati glas ljudem, ki jih skupnost velikokrat spregleda. Torej, velikokrat se pogovarja z brezdomci in da možnost, da pove svojo zgodbo prostitutkami, zasvojenci, s tem, ki so zbežali iz doma, z revnimi, bolanimi in tako dalje.
Torej, če gremo na YouTube profil of Salt White Underbelly, imate tudi po kategorijah, koga bi radi poslušali in katere zgodbe bi radi slišali iz prve roke. In jaz ta profil tako priporočam vsem, ker šele ko slišiš zgodbe, ki si jih nisi predstavljal, da sploh lahko obstajajo, vidiš, koliko si jo gledan in koliko stvareh basically nimaš pojma. Pač, ta profil je nerealen. Ne vem, slišiš zgodbe, za katere si res nisi predstavljal in zdaj bo nehala govoriti o tem profilu, ker je to poanta, ampak ima v glavnem celo playlisto Sexual Fetishes in točno ta playlista je za nas ful zanimiva, ker mi je bilo ful zanimivo poslušati intervjuje, ki nam iz prve roke povejo, kako stvari stojijo. Že samo, če pogledamo, kakšne ženske so domine, torej te ženske, ki jih je on intervjujal. In pač vidimo, da so to čisto navadne ženske. In zdaj vprašanje, na katerega jaz nisem niti pomislila, je to, ali je seks vedno vključen v to. In one vse to povejo iz prve roke, kdo so stranke, kakšne so. Zdaj, če potegnem neko črto čez vse, se nekako vse strinjajo s tem, da seks sploh v to ne rabi biti vključen v te igrice in da so stranke velikokrat moški na visokih položajih, ljudje, ki so premožni, zato ker pač, da obiščeš domino, pač veliko stane. In v bistvu gre za neke ljudi, ki hočejo biti enkrat za razliko od vsakdanjega življenja kontrolirani oni, torej oni pod kontrolo. Zdaj, druga vrsta strank, ki jih največ omenjajo, domine so pa moški, ki so svojim partnercam povedali, da imajo te želje in jih pač one niso poslušali oziroma jih niso podpirali pri temu. In potem hodijo oni v nek varen plac to doživljati, te svoje fantazije. Zdaj, naj vas ne preslepi, da so to samo CEO moški, da to Christian Grey zadeva, ker Christian Grey knjiga in 50 Shades of Grey bo, obljubim, da epizoda on its own, ker imam ful zapovedati temu. Ampak ja, bi vseeno povedala, da so stranke lahko tudi čisto navadne gospodinje, mladi, stari ljudje, vseh poklicev, vseh religij in tako dalje. Kot sem že omenila, seks sploh ne rabi biti prisoten pri teh igricah, ampak mi je bilo zanimivo slišati, da veliko moških hodi k njim tudi zato, da se samo oblačijo v oblekce. In dejansko zanimivo je, da psihologi celo predlagajo, da se fantazije proba doživeti v takem varnem okolju, torej s temi dominami, ki imajo velikokrat veliko tečajev za bičanje in tako dalje, za vezanje. Torej, psihologi predlagajo, da se z njimi te fantazije pač uresniči in preko takih uresničevanj se lahko tudi razreši marsikatero travmo in nerazrešene stvari, če jih imamo, če so nekje v ozadju. Če se vrnemo na CEO-je, torej te direktorje, te ljudi na visokih položajih, eden je rekel, da je hodil tam zato, da se kaznuje za stvari, ki jih je naredil. Da je vsak dan za nalašč bil nesramen do svoje tajnice in ji gre ni v live in da zato gre on potem zvečer tam, da pač dobi svojo kazen, svojo porcijo. Torej, on ima rad, da se domina obleče v policajko in ji on prizna svoje grehe in dobi nek payback, ker dela drugim življenje neznosno. In ful pomembna stvar, ki jo vse domine povejo, je ta, da gre bolj za psihologijo kot sam seks. Da gre za neko obliko terapije. Ker domine se velikokrat sploh ne slečejo, kaj šele seksajo. Zdaj, kakršnokoli je vaše mnenje o temu, in če se bo potem spremenilo ali ne, jaz bi rada povedala, da jaz, ko njih poslušam, ugotavljam, da se od njih mi lahko ful naučimo. Zato, ker v BDSM-u, nasplošno v BDSM skupnosti, in to bom verjetno še poudarjala, je zelo pomembno, da se znamo pogovarjati, da se znamo spoštovati dogovore, ki jih naredimo, da ne izkoriščamo drugih, da točno vemo, kdaj je dovolj, kdaj se ustaviti. Ker je cel BDSM naslonjen na soglasje, na komunikacijo in na pogovor. To v realnem svetu in v marsikaterem odnosu dejansko tega nimamo. Tako da je res neko varno okolje. V BDSM-u poznamo celo luči, za mejo, torej zelena, v redu je to, lahko počneva, rumena je že tako, rdeča je pa stroga ne. Recimo tukaj se da marsikaj naučiti od teh ljudi. In na tej točki gremo spet na besedišče in bomo šli čez kratico FRIES. Torej FRIES je načelo, po katerem živijo ljudje, ki so v BDSM skupnosti. F, torej prva, je freely given, to pomeni pač, da soglasje moraš res dati sam, v čisto normalnem stanju, ne smeš biti pod nobenimi substancami, ne smeš biti zmanipuliran. Potem imamo R, reversible, to pomeni, da lahko bilo kdaj vzameš nazaj oziroma prekineš z nečim, če vidiš, da ti to v resnici ni cool. Potem imamo I, kar pomeni informed, da vsem moramo vedeti 1000% resnico, torej če ti nekdo obljubi, da bo dal nase kondom in ga potem zares ne da, tukaj se lahko pač so šli čez mejo. Tukaj je bilo pač pravilo prekršeno. Pa imamo E, enthusiastic, da je to nekaj, kar hočeš sam narediti in sam probati.
S je pa specific, torej res moraš specifično definirati čisto vsako stvar, ki se bo zgodila, moraš točno vedeti, v kaj se spuščaš, v kaj si privolila. Torej, če ti privoliš v to, da te nekdo lahko šeška po riti, ne pomeni, da si privolil v to, da te lahko nekdo, ne vem, šeška po glavi. Torej, fries je kratica, po kateri živi skupnost BDSM in ki mislim, da se res da marsikaj naučiti iz nje. Evo, če se vrnemo nazaj na moje domine, bi rada še poudarila, da je ena omenila oziroma ful poudarjala pač ta pomen varnega okolja, ker ni nobenih obsojenj. Torej, ona dejansko mora z ljudmi priti do tega, da oni iskreno povejo, kakšne so njihove želje. Torej, najtežji del je včasih celo to, da si odrasli priznajo, kaj je to, kar zares hočejo. Torej, in zato, ker si ljudje tako težko priznamo, kaj zares hočemo in kaj nas bo zares osrečilo, ker mogoče ni normalno ali v standardu s tem, kar hočejo drugi, je tukaj na tej točki ful zanimivo to, da ena domina reče, da je ta moč tega pogovora isto pomembna in isto močna in isto boleča kot bolečina, ki jo potem zadaja, če ne celo močnejša, in s tem se zelo, zelo strinjam. Pol imamo pa na drugi strani, če boste šli gledati video, je fetish worker Kitten. Zdaj, ona pa se strinja s tem, da so fetiši lahko nekaj, se tudi jaz s tem strinjam, ona tudi pravi, da so fetiši lahko nekaj, kar je bilo travmatično za nas in kar zdaj hočemo obrniti v nekaj prijetnega oziroma nekaj, česar se več ne bojimo. Tukaj najdete pa tudi little fetishes, to pomeni, da little fetish je ta, da pač so ti všeč stvari, ki so všeč otrokom, torej barvaš, tako se oblačiš, gledaš risanke, velikokrat se pa lahko prelevijo tudi v to, da tako pač govorijo in razmišljajo. Drugače pa najdete še food fetišiste, enega starejšega, ki se mi zdi, da je eno malo bolj ekstremen, pa en mlajši, tako da vse te intervjuje jaz vam priporočam, da si jih pogledate, ker imajo neke take zanimive zgodbe zadaj. Kar bi pa res izpostavila je misel, ki jo eden od teh pove, ampak smo mogli vse pogledati, da veste kdo, je ta, da je pač to svet, okoli katerega mi živimo, ampak ga ne poznamo, oziroma vemo za njega, ampak nočemo govoriti o njemu. Ampak je to svet, ki živi zraven nas in se ga ne da zanemariti. Ful priporočam, da si pogledate tudi fetiš v tej kategoriji tisti par, ki je čisto navaden, prikupen par mladih, luškanih ljudi, ki pa zelo, zelo pametno razmišljata in o tem povesta res, res zanimive stvari. Tako da, če zaključim misel teh mojih intervjujev in res jih pejte pogledat, in je to, da there is somebody for everybody in točno to je treba iskati. Na tej točki bom res zaključila s temi mojimi intervjuji in nas bom vrnila nazaj na našo temo. Mogoče, če bi zdaj šla bolj kot neke mite govoriti, je to, da kink res ni vedno povezan s seksom. Torej, ni. To je povedala tudi Domina, ne? Ok, drugi mit, kot sem že rekla, je to, da ga vedno povezujemo z neko zlorabo, prisilo, nasiljem, vedno pomislimo na neke verige, na kri, na bolečino, sploh ni res. Kink je lahko tudi tak lep, butast, smotan, playful. Lahko je že samo ta igrica, da tvoj partner vedno začne prvi jesti pred tabo. Nekaj čisto nedolžnega. Tretji je to, da je BDSM na splošno nasilje in zloraba. Jaz razumem, da je knjiga 50 Shades of Grey dala to v glavo vsem. Ni, naredila bom epizodo o tem, Christy Grey je pač psihopat, to ni BDSM, kar se v njih knjigi dogaja. As much as we appreciate her, da se je o BDSM sploh zares začelo govoriti, da so bile igračke končno bolj dostopne, razumem, ampak pač to ni BDSM, kar tam piše. V glavnem, zato bi mogoče marsikdo pomislil, da je to neko nasilje in zloraba, ker tam to je. Ampak čeprav je pač vezanje, šeškanje in tako dalje mogoče podobno temu, morate vedno razumeti, da gre za dogovor med dvema odraslima osebami, spomnimo se friesov, ki točno vejo, kaj pač spuščajo in jim je to obem stranem všeč. In gremo na četrti kink, ki sem ga prej že na kratko omenila, je to, da tisti ljudje, ki so ali sadisti ali mazohisti, imajo težave z intimnostjo oziroma da so ljudje, ki imajo nizko samozavest ali pa so narcisi. To sem že povedala in že ovrgla, da temu ni res. Subi so lahko ljudje, ki imajo v vsakdanjem življenju ogromno skrbi, kot so recimo direktorji, ali pa je mogoče nekdo, ki je v vsakdanjem življenju popolnoma neviden, navaden, nežen človek in mu paše v spalnici dobiti neko moč in se pač izražati na popolnoma drugačen način. In zadnji, mogoče, ki bi ga rada še enkrat in za vselej ovrgla, je ta, da če ti je bolečina všeč, je s tabo nekaj narobe. Ni res. Pač, če gledamo čisto normalno, kaj pove kemija o tem,
je to, da pač, ko mi doživljamo bolečino, se istočasno sprošča adrenalin, naravni painkillerji in čutimo neko stanje euforično, kot celo nek high, nek naval neke energije. In zato pač, ko vidimo nekoga slepne z unim bičem in se nam zdi to nerealno boleče, ona dva sta bila tam, ona dva sta imela pripravo do tega trenutka. In kot sem že povedala, tudi Domine v intervjujih imajo velikokrat, tudi vi greste lahko, oziroma to je vse en klik stran, v bistvu sem pač, kot sem že rekla, v tem svetu ne govorimo dosti, ampak obstajajo treningi za pravilno bičanje, obstajajo pač izobraževanja za take stvari. Torej, ko do te stvari pridemo na pravi način, ko vemo, kam udariti, s čim, kako in zakaj, potem v bistvu se nam v našem telesu, če smo mi bili na to pravilno pripravljeni, sprošča pač euforija. In euforija in agonija sta soseda, tako da, evo. In še mogoče dva mita, ki bi jih rada ful na hitro vrgla, je to, da king ni normalen. 1000-krat sem se že ponovila. Rekla bom na tej točki samo, da je pač life prekratek, da je seks dolgočasen in da se sprašujemo, zakaj mi je to všeč, ampak da, again, odrasel človek si, če to poslušaš, ali pa boš kmalu in pač, dokler ti ne škoduješ sebi ali drugim in najdeš nekoga, ki se strinja o tem, be my guest, to je edino, kar je pomembno. In zadnji, ki bi ga ovrgla, je ta, da ljudje, ki imajo kinke in fetiše, so bili kot otroci zlorabljeni in ga tako podoživljajo. To je zelo, zelo močen mit. O tem veliko ljudi govori, ampak ni nobene raziskave, ki bi to dejansko potrdila. Glavna razlika tukaj pa je ta, ki mi je zelo, zelo pomembna in jo slišimo tudi v intervjujih, je ta, da pač, ko si bil v neki travmatični izkušnji, si bil brez vsekakršne moči, da to ustaviš. Zdaj, če pač igraš vloge in to podoživljaš res preko tega, si ti ta, ki ima kontrolo. Kontroliraš sceno in imaš vso moč glede nje. In to je ta glavna razlika. Torej, dajmo si v glavo, da kink je pač ena velika beseda za vse, kar ni mainstream. Bom tako rekla, mainstream. Dajmo si iz glave, da ko slišimo fetiš, vidimo verige in bolan folk in bolečino in tepene ljudi in strašljiv kraj, kjer te bojo prisilili v stvari, ki jih nočeš, ker pač to zares sploh ni res. Zdaj, mene na tej točki zanima, pustite komentar, pišite nam na mail, kjerkoli želite se na mailu, ste že it's me. Tako da pač, če bi vas zanimala mogoče epizoda o BDSM in kink skupnosti in fetiš skupnosti v Sloveniji, ker obstaja, jo imamo in obstajajo tudi različni dogodki, ki se jih udeležujemo in lahko vam, če kogarkoli zanima dodatno branje, prosim, jaz imam 5 knjig za vam priporočati najmanj, po katerih je napisana ta epizoda. To pač, kar se tiče knjig, če ima kdo bilo kdaj kakršnokoli željo dodatnega branja o bilo čem, be my guest, vprašajte, veliko je predlogov in zelo vas spodbujam tem, da berete. Ok, torej, če se vrnemo na seks in moje epizode in ne branje knjig. Če bi vas zanimalo karkoli o skupnosti v Sloveniji in da gremo to raziskati bolj tlele pri nas, mogoče da najdemo kakšnega gosta, ki se rado udeležuje teh dogodkov, pa bi to slišali iz prve roke tudi pri nas, z veseljem, meni bi bilo to ful zanimivo, vprašanje samo, če bi vi to poslušali. Zakaj? Ker so torej te skupnosti neke, v štartu so bile to alternativne skupnosti, nekaj stran od navadnega, ampak to je zdaj res že toliko razvito, čeprav mi o tem ne govorimo, da to je nek mali svet v našem velikem svetu. Tako da mislim, da bi bilo ful cool, da slišimo, kako je s tem pri nas. Ne vem, javite, če bi vam bilo to zanimivo. In če dejansko dobim gosta, boste videli, da ne bo prišel potatoviran človek z veliko piercingi, ki živi na ulici, ampak da lahko pride dobesedno, sicer verjetno bomo mogli narediti kamuflažo, ampak da pride lahko nek čisto, ne vem, človek, ki vas je čuval v vrtcu. Tako da pač, ne, dajmo te mite vse stran. Prosim. Ok, in zdaj sem se zafrknila, ker sem omenila knjige, zato bi rada samo eno omenila. Res bi jo samo to eno, ostalih milijon, ki sem jih uporabila, ne bom. Prosim, preberite si knjigo Playing Well with Others. Zato, ker že njihova uvodna misel te pritegne, da bi knjigo prebrali in to je samo nekaj stavkov, ki bi jih jaz rada povedala. Tudi oni govorijo o parafiliji. In kar je zanimivo je, da izraz na začetku zares sploh ni bil slabšalen, ampak postaja in ostaja slabšalen. In ga pogosto celo uporabljajo za mentalne bolezni, kar pač ni prav. Strinjajo se s tem, da do kinkov pride z pogojevanjem, tako kot smo pač že povedali, torej nek držljaj, ki smo ga doživeli pred orgazmom, nas začne kasneje vzburjati.
In tudi oni se ukvarjajo v tej knjigi s to mislijo, kaj je normalno in kaj je nenormalno. In že na tej točki mogoče misel, zakaj je normalno, da so nam seksi joške in rit, če pač z joškami hranimo svoje potomce, če pa te napalijo nogavice, si pa kar naenkrat bolan v glavi. In te je nekdo tepel. Pač. Tako da, ja, ful zanimivo razmišljajo o vsem. Tudi oni se strinjamo, da dajmo embraceati naše kinke in fetiše, ne samo sprejemati in se naučiti z njim živeti, ampak jih negujemo, spodbujamo in se jim predamo. In zakaj jih ne bi živeli, častili in slavili z ljudmi, ki razmišljajo isto, ker te ljudje so tam. So tam, veliko jih je, kot smo že videli po statistiki. In še en zanimiv del knjige je, da se sprehodijo čez razloge, zakaj bi kdo bil into kinks. Torej, čisto na kratko, dajte si jo prebrati, ampak zanimivo mi je, da lahko zato, ker ti dajo thrill, ker raziskuješ nekaj, kar je nenavadno in se počutiš pustolovsko in ti daje nek adrenalin in je seksi. Potem druga zanimiva mi je, da pač rabiš neko razbremenitev in dotik in da s tem, ko se igraš te igrice, najdeš neko ravnovesje med delom in normalnim življenjem. Torej, če igraš ti roleplay, je odlično, da se resetiraš, ker si pač za nekaj časa čisto nekdo drugi in lahko pozabiš v stres vsakdanjega življenja. En ful zanimiv in ful pomemben je ta, ker je to lahko challenge. Kriki in solze torej niso vedno samo slaba stvar. Preko njih lahko iz sebe pač spuščamo te prejšnje travme, se sproščamo, lahko naredimo scenarije, ker se moramo srečati s svojimi strahovi in jih moramo sprejeti in se naučiti jih obrniti v nekaj prijetnega. In če smo že na challenge, je challenge tudi to, kar sem prej omenila, kot je Domina omenila, je to, da pač 1000% brez sramu ugotovimo, kaj nam je všeč in se priznamo sebi in drugim in partnerjem in pogledamo, kje so naše meje in pač res probamo stvari, ki jih mogoče prej nismo mogli. No in tudi ta knjiga govori o temu pomenu za spoštovanje teh dogovorov, da ne pomeni ne in če imaš ti eno fantazijo, ne pomeni, da jih imaš na vse, če ti za eno stvar rečeš ja, ne pomeni, da rečeš ja, če ti priješ na neko žurko, BDSM, zabavo, skupnost, whatever, ne pomeni, da lahko kar vsi s tabo seksajo in počnejo s tabo, kar želijo. In gremo spet k mojemu besedišču. Zdaj, dosti sem omenjala to spoštovanje dogovorov in zeleno, rdečo in rumeno luč. Zato bi mogoče na tej točki omenila negotiation. Torej, to, da pač točno povemo, kaj si želimo, ugotovimo, kje so naše meje in se to predebatira s človekom, s katerim bomo to izvajali. Tako boste obe strani vedeli, kaj si pričakuje, kaj je ja, kaj je ne. In še enkrat na tej točki, če smo mi rekli ja za neki, ne pomeni, da smo rekli ja za vse. Potem v besedišče bi dodala še besedo aftercare. In to je to, da moraš sam pri sebi ugotoviti, kaj rabiš po takem vedenju. Če ne narediš dobrega aftercarea, ti lahko uniči celotno izkušnjo. In ko ugotoviš sam pri sebi, kaj je aftercare primeren zate, ga pač moraš povedati tudi svojemu podrejenemu, nadrejenemu. Recimo, če rabiš, da te potem pokliče drugi dan, če rabiš, da je s tabo cel teden, če rabiš, da te pelje jesti, ti moraš to ugotoviti in pač se zmeniti vnaprej. Ne moraš kar končati izkušnjo in pač se dela, da se ni zgodilo. In omenila bi še po moje najbolj klasično, ampak jo bom dala v besedišče, zato ker why not. Safe word, to smo verjetno že vsi slišali. Je pač beseda, ki bo v trenutku prekinila, kar se dogaja in je ponavadi beseda, ki je ne bi navadno uporabil v spalnici, zato da se ve, da se pač ne zameša s tem, tudi če prihaja do roleplaya, ne glede na to, v kakšnem scenariju sta, morate zbrati besedo, ki je ne bosta pomešala s scenarijem in ki bo jasno nakazala na to, da je zdaj pač dovolj. Še en zlat nasvet od vseh teh knjig, doktorjev, domin in vseh, ki sem jih omenjala, je ta, da novih stvari nikoli ne počni pijan, ampak moraš biti vedno, vedno trezen, v stiku sam s sabo, da sam sebi ugotavljaš, a ti je cool, a ti ni, kaj bi še rad, kaj še ne bi in tako dalje. Tako da, če je kdo kinke povezoval z nekimi zadrugiranci, še en mit, ki ga bomo tukaj ovrgli. In še zadnja beseda, ki bi jo rada dala v svoje besedišče, preden gremo na tretji in zadnji del tega podcasta, ki bojo igračke, je to, da je beseda ja to, kar loči kink od nasilja. Torej, kot smo že videli, veliko kinkov vsebuje bolečino in tako dalje, ampak pač samo consent je tisto, kar to loči velikokrat od nasilja in to mora biti vedno brez pritiska. In evo nas na tretjem delu in zdaj bomo šli čez igračke, ki jih najdeš v naši spletni trgovini in tako neka basic razlagica, zakaj in kako jih uporabljati. Zdaj,
Po tem tretjem delu upam, da bomo ugotovili, da ne rabi biti vse tako ekstremno in da se z igračkami in različnimi pripomočki, ki ti lahko samo popestrijo seks ali pa dodajo nekaj novega, ne rabijo ukvarjati samo tisti, ki so nagnjeni fetišem in kinkom, ampak lahko pač enostavno samo popestriš nekaj s svojim fantom, punco, možem, ženo. Okay, in tukaj bi rada dodala, da pač, ko boste en čut vzeli človeku, bojo vsi drugi postali dosti bolj močni in pozorni. Torej, če ne bomo imeli oči, bomo dosti bolj slišali, bili bolj pozorni na dotik in tako v vse smeri. Ok, preveze za oči. Zdaj, najdeš jih v najrazličnejših materialih, nekako pri prevezah za oči gre za tvojo izbiro, pazi samo, da res ne vidiš čez. Edino, kar bi tle opozorila, je, da ko boste dali preveze za oči dol, boste ful občutljivi na svetlobo. Pazite tisti, ki imate leče, da se vam ne posušijo. Če lahko kombiniraš z pravzaprav vsem, lahko z ledom, lahko s ščipalkami, lahko žgečkaš, lahko narediš, da človek počaka tvoj naslednji dotik, move, in da totalno nima pojma, kaj se bo zgodilo. Tako da, evo, preveze za oči so najbolj nedolžna stvar, lahko si jo naredite doma. Kot sem že prej rekla, šal, ruta, rjuha, karkoli, majčko dajte gor, hlačke dajte gor in imate že tukaj čisto novo igrico. Ok, druga stvar, ki bi jo omenila, so igrice z dotikom. Torej, zato imamo veliko pripomočkov v naši trgovini. Ampak naj vas takoj pomirim, da to ne rabi biti boleče. Lahko se igrate celo s temperaturami. Vroče, mrzlo, zato so super steklene igračke in recimo hladilni, grelni lubrikanti in kaj takega. Zdaj, če si želite nežnega dotika, imamo veliko žgečkal, ki jih lahko kombiniraš s prevezo, lahko jo kombiniraš z vrvmi in tako dalje. Zdaj, z dotikom so tukaj zanimivo tudi, če bi uporabili kakšne naše te jedilne barve za telo, če uporabite, ne vem, smetano, čokolado na telesu partnerja. Namenjene so temu, da basically narediš umetnino svojega partnerja in jo poješ dol, kar pa drugemu itak paše. Za igrice z dotikom lahko uporabljate tudi olja in sveče, narediš celo atmosfero, ker itak vse to ful lepo diši in potem tisti dotik toplega voska na tvoji koži je itak svet zase in pač ne rabite se bati, ker te sveče, ki so namenjene masaži in ki jih prodajamo mi, se segrevajo pod nižjo temperaturo, zato te pač ne morejo peči in so varne za uporabo. Ko tole lepo masiraš, se to spremeni v olje in imaš še erotično masažo zraven. Še mali disclaimer, olj in sveč ne daje na obraz in tudi ne jih kapljati direktno na spolovine. Če se hočete igrati z dotikom, imamo pa še ščipalke za bradavičke. Zdaj, zakaj? Telo ima več erogenih con, ki so zelo občutljive in bradavičke so ena, mislim, da najbolj znanih oziroma najbolj klasičnih, tako pri moških kot pri ženskah in lahko regulirate in je vse lahko tudi zelo nežno, ampak doda malo užitka. In če ste čisto novi z ščipalkami, mogoče je zanimivo vedeti, da ščipalk za bradavičke ne smeš uporabljati dlje kot 15 minut na začetku. Za čiste začetnike je dovolj kakšna minutka, da se navadiš na senzacijo, zato da ne bo preveč vsega naenkrat. Zdaj pa gremo na ta naš bondage. To je taka zabavna in široka igra, nekomu vzameš gibanje in dobiš avtoriteto s tem. Doma lahko za bondage poskrbiš sam z kakšnim lepilnim trakom ali pa vezicami, kar pa mogoče ne priporočam, ker lepilni trak lahko zelo poškoduje kožo, vezice se znajo tudi zelo zarezati, zato je pri vseh teh stvareh zelo pomemben material. In še ena stvar pred uporabo je ta, da če se začneš te igrice igrati, imej vedno zraven kakšne škarje ali pa dodaten ključek za lisičke, da se pač res lahko osvobodiš, če gre karkoli narobe ali pa če ti neha pasati. Kot sem rekla, za DIY in bondage lahko uporabiš tudi nekaj, kar bo bolj prijetno na koži, to so šali, potem kravate. Lahko pa uporabiš to, kot sem že rekla, kar ima človek na sebi, torej slečeš majčko ali pa nogavičke ali pa naramnice recimo, kar bo definitivno imelo lepši občutek na koži kot vezice in lepilni trak. Ok, in če ti lepilni trak še vedno zveni ful bolj zanimiva stvar, za se zavezati z njo kot kravata recimo, obstajajo tudi taki, ki so temu prav namenjeni in jih seveda imamo v svetu užitka. Torej gre za lepilni trak, ki ne poškoduje kože, ki se ne zlepi na kožo, ampak samo sam nase in če ga znaš pravilno zložiti, ga imaš lahko za večkratno uporabo. In če gremo korak naprej k bondageu, pridemo do naših lisičk. In če je to še vedno neka meja tvoja, obstajajo tudi take mehke, ki zagotovo ne bojo bolele, ker so pač podložene in lahko mogoče za začetek začneta s tem. Drugače pa lisice obstajajo tako za gležnje kot za pestja in dobiš jih v ogromno različnih materialih, lahko so celo gumijaste. Tako da izberi material lisičk, ki je najbolj primeren zate.
Če hočeš lisice uporabljati več časa in z njimi več držati, definitivno vzemite podložene s puhom, ker te bo manj bolelo. Drugače pa so tudi take, ki niso zares v obliki lisic, ampak so kot neki trakovi za vezanje. Tisti so mogoče meni osebno še najbolj komod za kožo, so najboljši oziroma najmanj bolijo. In potem gremo mi še korak naprej k našim igricam in igračkam in smo prišli na povodce in ovratnice. Seveda vse to najdeš v naši trgovini in ovratnice zdaj dejansko tisti, ki hodite na elektronsko glasbo, oziroma tudi kar tako se mi zdi po cesti, da te chokerje zdaj nosimo tako za modo. Ampak ja, lahko uporabiš jo za začetek scene, za neko predajo moči, da padeš v vlogo, lahko daš gor ključavnico. Zdaj, edini disclaimer, ki bi ga tukaj dala, je, da res paziš, da imaš 2 prsta prostora vmes, ker tudi če se ti zdi, ko daš ovratnico gor, da ti je prav, mogoče v nekaterih pozah ne bo, tako da vedno prvo poskrbi za dobro cirkulacijo in potem se predaj igricam. Torej, 2 prsta moraš imeti prostora med svojo kožo in ovratnikom. Gag balls, torej, če je drugačen kader, zmanjkalo mi je baterije, tako da that's what happened. V glavnem, ker je pač govor neko naše primarno sredstvo komuniciranja, je ful zabavno, če to nekomu lahko vzameš, ker so pol malo zmedeni. Tako da za gagbole verjamem, da ste že slišali. Všeč so nekaterim tudi zato, ker pač z gagboli valjda pride tudi slina, ki je enostavno ne moreš pogoltati in je to lahko degrading in je to del mogoče kakšne igrice. Gagball pa lahko uporabiš tudi zato, da ti bo sosedje hvaležni, če imaš v planu nekaj, kar bi sicer uporabljal ful nekih vikov in krikov za to. Tako da evo, lahko so tudi pač nagrada sosedom. Drugače gagballi dobiš dejansko v različnih oblikah. Imaš tako kroglico, ki ima lahko notri luknjice, da lažje dihaš, lahko pa ne. Drugače pa imamo tudi gagball v obliki kosti in v več različnih oblikah. Če bi pa gagball rad naredil doma, dej gačice tako gor. Trust me, it's gonna be fun. In še en disclaimerček pred gagballi, preden ga začneš uporabljati. Naredi si safe signal, zato ker pač ne boš mogel govoriti in boš rabil nek drugi znak, da pač poveš, da je mogoče bilo nečesa dovolj. In šeškanje. Ok, prav pri spankingu in šeškanju marsikdo začne, ko pride do kinkov. In dajmo se mi na to šeškanje, kot sem že prej rekla, pripraviti. Najprej treba valjda to lokacijo, kjer boš šeškal, malo pomasirati, imej roko bliže na začetku, če boš šeškal seveda z golo roko. In tukaj je še moj free tip, je bolj ko jo napališ, bolj bo uživala, več bo sproščala tistega haja. In najprej se malo igraj valjda, najprej samo s prsti, potem celo dlanjo. Lahko probaš tudi dejansko kakšne rokavičke, da je pač neko drugo blago, ki se jo bo dotaknilo. Zdaj, kire dele šeškati, kire ne, tam, kjer je ful kosti, se moraš definitivno temu izogibati, sklepi ali pa tam, kjer so organi, kot so ledvice. Free tip, again, če jo boš šeškal, bodi legenda in idej zraven klitorisa wand vibrator in z vsakim udarcem ji ga približaj, zato da bo dobila vsakeč eno nagradico in vsakeč bo bolj pasalo, ker bo bliže temu, da se bo wand dal na njen klitoris in jo pripeljal do orgazma. Za več seks na svetu, ne svetu. Ja, lahko je pa daš tudi kroglice not, ker kroglice imajo notri kot neke, vaginalne kroglice imajo neke uteži notri. In vsakeč, ko jo boš udaril, recimo po ritki, se bojo te kroglice zatresle in ji bo pač dejansko pasalo. Tako da, free tips again. Ja, in če te zanima, če lahko nežno šeškaš tudi spolovila, je odgovor ja. Je, ampak najprej začni z nežnim tapkanjem, da vidiš, kako se tvoj partner, partnerica na to odziva. Zdaj pa gremo na šeškanje next level, šeškali in biči. Definitivno izogibaj se predela jožk, nič pretežkega ne tam uporabljati, ker to dejansko boli, lahko tapkaš, lahko dražiš, ampak ne mlatiti tega. DIY pripomočki, again, jaz sem tukaj za free tips, lahko ga pač šeškalo lahko narediš dejansko iz krtače ali pa vzameš kaj iz kuhinje ali pa kakšno staro ravnilo. Priporočam vam, da probate druge materiale, ker res dajo drugačne občutke, ko se pač drugi material dotakne tvoje kože. Imamo pedals, imamo slappers, torej loparčke, imamo take, ki imajo vgravirane napise not.
veliko barv, materialov in tako dalje. Vedno pa pri stvareh za šeškanjem priporočam, da na začetku zbereš nekaj kratkega, ker je to lažje nadzorovati in ker gre lahko ful hitro, ful narobe. Gremo na biče. Torej, pri biču jaz ful priporočam vsaj na začetku, da če hočeš s njim bič, poglej, da ima mehke te resice. In preden advensaš s temi biči, ti res priporočam kakšno izobraževanje, zato ker z biči lahko dosežeš milijon različnih senzacij in pomembno je, da veš, kako jih dosežeš brez posledic. Kako je najlažje bičati človeka? Tako da pač proti tarči usmeriš bič preko svoje rame, tako boš imel največ kontrole. Obstaja pa tudi bič, ki ima na koncu eno tako špagico, ki si jo daš na roko, da ti kam ne zleti. Zdaj priporočam tudi na začetku, dejte biti varni, dej brisačo na mesta, kjer nočeš zadeti kože, ker pač samo tako boš izpopolnil svojo merco. Torej, kjer ne bičati velja isto kot za šeškanje, s tem, da tukaj dodam še obraz, vrat, na splošno celo glavo in rame. In imamo tudi razen bič, imamo pa tudi šibe. Šibe so tako ozke in to velja dejansko kot najbolj dominantna igračka, najbolj nesramna BDSM igračka, pa je, da da nerealno bolečino in tudi za njo pravilno uporabiti moraš imeti res veliko vaje in moraš biti profi. Zdaj pri svetu užitka pa hvala Bogu lahko vzameš komplet, kjer je že za vse to poskrbljeno, imaš tudi čisto začetniške komplete, kjer dobiš bolj mehke stvari, obložene stvari, več različnih vrst jih imamo. Drugače od podobnih igračk, ki bi jih lahko s tem povezala, ostaja v svetu užitka še kakšna kletka za penis, ki so tudi svet zase. Obstajajo čepi za penis, torej dilatorji, obstajajo gugalnice in tako dalje, prisilni jopiči. Ampak, da zveš več o nenavadnih izdelkih, za katere mogoče nisi vedel, da jih svet užitka ima in se velikokrat povezuje z BDSM-om, si pogled pa drugo epizodo, ki pa obljubim, da je ful zabavna in sem imela gosta, oziroma imam gosta na njej in je pač, ne vem, zveš o teh stvareh na tak bolj zanimiv način. Ok, jaz sem prišla na konec, upam, da to ni trajalo predolgo, upam, da me niste zgubili 4-krat vmes, ko sem že rekla, ta epizoda ni bila mišljena kot smešna in zabavna, ampak to, da se sprehodimo čez neke definicije in da predvsem ovržemo vse, kar smo do zdaj mislili o kinkih in fetiših, ker sem prepričana, da smo vsi mislili narobe ali pa imeli vse predsodek. Obvezno peti gledati Soft White Underbelly, obvezno mi napišite, če hočete še karkoli prebrati na to temo, obvezno mi napišite, če hočete med gosta, ki se udeležuje BDSM skupnosti, da slišimo kaj o tem iz prve roke. Obvezno mi napišite kritike, komentarje, želje, karkoli, če hočete med kakšne goste, če hočete, da o kakšni temi govorim. In na koncu bom povedala samo še eno zanimivo raziskavico, kjer je en doktor šel spraševati ljudi, katere so najbolj nenavadne stvari, ki so jih vzburile. In sicer, eno odgovor je bil ugotovitev, da me je moje dekle prevaralo. Odgovor je bil tudi skupno posilstvo race, ki sem ga videl v parku. Potem gremo naprej na umetnico, ki je v živo brizgala barvo iz svoje vagine. Mačka, ki se crklja s svojim plišastim medvedkom. Ko sem sedel v kavarni, sem skozi rokav majice zagledal žensko kosmato pazduho in začutil njen vonj. Takošnja erekcija. Videti očeta, kako masturbira. Tukaj je dodal doktor še disclaimer, da dejansko je bilo ful takih odgovorov, ko so videli pač svoje družinske člane, da nekaj delajo. Torej, en moški je rekel, da je videl svoj starš seksati pod tušem, ali pa da, ne vem, so omenjali scenarije seksa med očetom in hčerko, bratom, sestro, whatever. Potem opazovanje nekoga, ki si je v sečnico ustavil visoko peto. Še en odgovor je bil gledanje ženske, kako seksa z moškim konjem. Opomba uredništva je bila tukaj v tej raziskavi to, da je seks s konji daleč najpogostejši od omenjenih nenavadnih vzburjenj, medtem ko je bil seks s psom drugi najpogostejši. Ja. In naj bi bile ženske te, ki bi jih bolj vzburjal seks z živalmi. In tukaj ne bom nič komentirala, ker kužki si tega ne zaslužijo. Evo, zdaj smo pa res na koncu. Poglejte si drugo epizodo, ki je ful smešna in boste spoznali našega programerja, študenta Benjamina. In to je to. Hvala, da ste bili z mano čez to dolgo epizodo. Upam, da ni bila dolgočasna in se vidimo v epizodi 2. Čau!